se bo treba gasilci pri sebi sprejeti odločitev, da bo ljudem bilo potrebno. Budemo. Tako, Marko je poveljeval prosto gasilcem, sedaj naprošam, oziroma vas bom kar sam popeljal. Morajo kandidati 100% poznati, znati, izvesti vsako funkcijo na intervenciji. To je naloga, katero je dobila že prva napadalna skupina, da se čim prej opremi in vstopa čez glavni vhod. Glavni vhod priti do samega žarišča. Žarišče, če se spomnite, smo rekli, da je takoj v prvem nadstropju in smo odkrili samo odprtino, čisto, da bodo lahko vozilci lahko takoj vstopili, kljub temu so seveda previdno odpirali vrata, zdaj pa jih čaka tisto, da se vs nekaj produkte, kateri so se različica in da se tako lahko tudi v boljšem stanju najdejo. Zdaj imajo vse čas tudi gasilno sredstvo, orožja, temu se seveda je treba na vsak način izogniti. Izogniti se je treba kakšnemu koli stiku z samim plamenom. Naj povem seveda, ne da bi bil gasilec mrtev zaradi tega paca 10 sekund za ogenj v trenutku, ampak bi zaradi posledic visokih obremnin lahko življenje izgubil v nadaljevanju, kar pa se je nažalost že kar nekajkrat zgodilo, lahko zagotovimo tako, da je vlada v smeri samo v sklopu oddelka. Gasilci, delima maja, je se nam zaključena, narediti v tem primeru. Za nevarne snovi se izvaja postopek NIRS. To je postopek, po katerem se gasilci bodo in že sodelujo na posredovanju ob nesreči za nevarno snovjo. Po sami teoriji, ko smo se veliko krat pogovarjali z gasilci, je število gasilcev v takšnih primerih tudi do 12, 19, 20, 25 za takšne vrste primere. Nevarna snov je najlažje seveda prepoznati po oznakah, oranžnih tablah, ki so lahko na vozilu, na prikolici, na kamionu in tako naprej. Jo so tudi šale. Pravzaprav, če imamo nekje v posodi, na mestnika, da se lahko prav, ko pa govorimo o izolaciji samega območja. Zdaj, ker poznamo, torej, da ne bi razne poznanjami biti rečimo bolj da se takšni vrne domov in tega se zavedamo vsi tudi v gasilstvu. Če se vam karkoli zgodi v primeru nekih nevarnih stvari, pa končni fazi ne bo to baza, kislina, ki imamo danes ali kaj podobnega. In pa seveda značenje čiščenja, da ga damo na primerno varnostno mesto, kjer te nevarnosti več, ali na sami oranžni oblek, rdeče zone. Ta rdeča zona pa je seveda razlita tekočina, ki je blizu z oranžnimi oblekami v drugi stopnji zaščite, ki nosijo dihalne aparate na sami obleki. Zakaj? Torej, prometna nesreča, obe vozili sta zleteli z ceste in ostali v strmi brežini. Vidimo za poslov samega gasilca, samega prosečnika, osnovno oskrbo, ki pa se zelo pomembno tudi za vsako prebito, za nevarnost nesrečico, tudi za to, da govorimo, da sami rošni skrbi čim manj prebito v samih osebnih nesrečico. Tudi bi želel podati nekaj je avto, ki je specializiran, doma to čez. Aha, to je, čakaj, evo. Dam glavo, a ste?
En sak, Malka pa na uno stran. Eden gre na uno stran pomagati. Pa tudi v končni fazi sonce, ki lahko negativno vpliva vročina na seveda voznike. Če je v vozilu ena oseba, ja, imamo seveda delo, je težko, delamo, rešujemo. Zelo velika razlika v posredovanju, v samih intervenciji in samem naporu gasilcev, ki seveda iznašajo in tudi v tem primeru iznešajo gasilca na varno. Torej, lahko damo poklicnim gasilcem en velik aplavz za EPV za generacijo. Bravo! Ne bom izgubljal besed o poklicu gasilec, ker vem, da vi kot vaši družinski člani dobro vejo, kakšne vrednote imate v sebi, koliko truda ste mogli v teh 6 mesecih pa na to poklicno pot, verjamem, da ste bili že prej tudi večina vas